Gospe in gospodje, danes je proti koncu maja že, pa vendar smo se mi lotili enega opravila, ki sodi vsaj za en mesec v naši geografski širini, en mesec prej v urnik opravil v vinogradu. Namreč kakih 14 dni nazaj me je skrbnik stare trte, potomke trte iz Mariborskega Lenta, tam je dol spodaj na samem vstopu v Škavce je rastla do letošnjega leta, obvestil, da ne kaže življenja, nekaj časa še je čakal, pa jo z mislimi vzpodbujal, vendar odziva ni bilo in tako smo na hitrco se morali lotiti enega projekta, ki je bil povsem neplaniran in zato smo tudi pred 2 dnevoma šele uredili tole bodoče okolico rastišča te trte. No, to še en dokaz več, da kako je pravzaprav življenje nepredvidljivo, da si ga lahko splaniramo tako ali drugače, pa vendar nas samo po sebi dogodki presenečajo in nasilijo v to, da razmišljamo o tem, kaj počnemo in tudi razmišljamo o tem, kaj storiti, ko se takšna situacija dejansko pripeti. Ta cepič stare trte iz Maribora je original, samo da nobenega dokumenta nimamo v tem trenutku pri sebi, ker mislim, da ga je direktor Zlatega riča enkrat kar spotoma odpeljal iz Maribora in predlagam, skrbnik, da kako besedico še sam dodaš po strokovni plati, zakaj smo se pravzaprav odločili, da lokacijo spremenimo. Upamo, da bo ta lokacija bolj primerna, kot je tista tam. Mogoče je simbolno na samem vstopu v Škavce zares dobra točka, ampak po tej zdravi kmečki logiki pa upamo, da bo teh mogoče kak meter manjko višinske razlike pa le pripomoglo k temu, da ne bo toliko občutila zimskega mraza in da je bo ta točka tukaj bolj ustrezala. Predvsem pa mislim, da je na tem ovinku, ko vsak mora zmanjšati hitrost v neposredni bližini nove vinske kleti, na tem ovinku pod vinotočem v soseščini Preše, da je lokacija kar primerna. Ne vem, mogoče boš še ti, skrbnik, nekaj dodal k temu? Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu, tu na tej lokaciji Sred Škavc. Mogoče na začetku, ker gospod župan je rekel, da sem jo samo v mislih spodbujal, ni bilo glih tak čist. Jaz sem naredil vse, kar se je dalo narediti, da bi jo torej tudi fizično se ne zarezal oziroma še določene stvari povzel, da bi odgnala. Pa ena gospa je rekla, zakaj nismo to kar tiho naredili. Nekako ocenjujemo, da to pač ne sodi tak postopek, da pač smo speljali korektno in dobili drugo cepljenko in da smatramo, da bo ta cepljenka na tem mestu pač bolje uspevala. Jaz v bistvu posledično, zakaj se je to zgodilo, jaz ocenjujem potem, ko sem analiziral nazaj preteklih, namreč 2001. Smo jo posadili, veste, če malo nazaj pomislili, 2004. Je toča totalno sesula, in takrat smo mogoče bi jo mogli še enkrat nazaj odrezati, pa jo nismo, pa je mogoče bila to napaka, smo pustili to deblo kar rasti, da je potem vsako leto, vključno z lanskim letom, so bile toče in nekje toče tam do 30–70% poškodovanosti. Predelka, kar se tiče obremenitve, ne more biti vzrok, ker je bilo predelka lansko leto samo dobre 2 kg, torej tako kot na vsaki normalni drugi trti, ampak splet okoliščin te poškodbe in pa jasno sama lokacija, ki je, namreč to je, raste, postavili smo jo, zdaj lahko rečemo, na napačno mesto. Simbolično, kot je župan rekel, je sigurno pravo mesto, ampak kar se tiče življenjskih pogojev, pa ni najboljše, ker namreč tam je najnižja točka tukaj v vinogradih in ko pogledamo vinograd, ki je malo nižje, še tam imamo letno se nam od 3–5% trse posuši. Samo na toliko, tako da to je bila, žal je bila ena trta in je pač ta ena propadla. Toliko o tem. Smo pa dobili, trta je zdaj že zelena, tako da je takšna, kot bi jo posadili pred enim mesecem. Na svinju lepše rozceni, kot je ta vinska trta, po zimi spi spomlad cveti, jezi nam vince daje.
vince da